Lep pozdrav iz Bruslja, kjer imamo zelo razburljiv teden. Ursula von der Leyen, nova predsednica Evropske komisije, je predstavila listo kandidatov, resorji, ki jih pokrivajo. Slovenija je dobila resor kriznega reševanja, ki na nek način tudi postavlja Slovenijo po politični teži tam, kamor sodi. Mirno lahko rečemo med drugoligaše med evropskimi državami. Na drugi strani je tudi zanimiv razgovor ali pa ta šepet po bruseljskih kuloarjih, kako zna biti kar zanimivo tako na zaslišanjih, kakor tudi v Evropskem parlamentu kasneje za kandidate, ki prihajajo iz Poljske, Francije, Romunije, imajo na nek način nahrbtnik, v katerem se skrivajo tudi neke težave iz področja korupcije, pa tudi etičnih početij v preteklosti, tako da bodo zelo zanimivi hearingi začetka oktobra. V tem tednu je potekala politična skupščina Evropske ljudske stranke, kjer smo analizirali nek način rezultate volitev, priprave za delo naprej, tudi za kongres v Zagrebu, pa tudi sprejete so bile nove članice, tako iz Slovaške, kakor tudi članica iz Črne Gore. Poslansko skupino je zelo zaznamoval Brexit. Na poslanski skupini Evropske ljudske stranke gospod Barnier točno predstavil situacijo na tem področju, to zmedo, kaos, ki se odvija v Veliki Britaniji, in tudi jasno opredelitev Evropskega parlamenta, Evropske unije, da želijo od Britancev končno vedeti, s čim se strinjajo, pod kakšnimi pogoji želijo tudi spremeniti ta dogovor, drugače pa počasi na nek način to potrpljenje tudi pojenja znotraj Evropskega parlamenta, kajti ta saga, ta kaos že gre počasi vsem malce na živce. Ob robu vseh teh dogajanj je bilo zelo prijetno tudi srečanje, ki sta ga organizirala Evropsko združenje lastnikov kmetijskih zemljišč in pa Evropsko združenje lovcev, kjer sem se srečal tudi z gospodom Bradačem in tudi z gospodom Žerjavom, se pravi predsednikom in direktorjem Lovske zveze. Spregovorili smo o problemu divjadih v Sloveniji in bili zelo enotni, da je končno treba te številke divjadi spraviti v normalno število in tudi določiti habitat, kjer se bo gibal predvsem volk. V Sloveniji nas čaka konferenca na temo pametnih vasi v Kopru, tema, ki jo bo zaposlovala v naslednjem mandatu, tako da dela je veliko in z veseljem vam spregovorim o tem, kaj počnemo v Evropskem parlamentu.